Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Uvodoma ste videli, kdo je naš sponzor, to je Eles. Pokrovitelji oddaje pa so tudi pizzerija Čebelica iz Lake, pizzerija Dimnik Trbovlje, frizerski salon Anja Trbovlje, trgovina lopari.si in kozmetični salon Petra iz Lake. V našem studiu pa gostimo Vida Ojsterška. Vid, živjo. Mi dva se že dolgo poznava, se tikava, tako da bova tako tudi v tej oddaji. Poleg naju bi moral sedeti tudi eden najboljših slovenskih kegljačev vseh časov, Bogdan Hribar, ampak glede na to, da je pred časom v termoelektrarni Trbovlje izgubil službo, se je moral danes javiti na Zavod za zaposlovanje, kjer mu bodo, jaz upam, našli novo službo, ne? Upamo na najboljše. Ja. Sveda govorila bova o zagorskem kegljaškem klubu, ampak preden greva na to, jaz se te recimo spomnim najprej kot glasbenika, mimogrede. Ja. Veseli Zasavci, ne? Ja, Veseli Zasavci. Zdaj, dobro, jaz bi mogoče drugače tudi zastavil. Poznal me nisi, ker si nekaj let mlajši od mene, ne? Moja karijera je kar dolgoletna, zdaj, če bi v meni lahko malo povedal, kakorkoli. Začel sem že z nogometom praktično in moj ukrip pa srce je največ nogomet, ne, bolj kot ne. Prirojen in tudi talenta, kakorkoli bi rekel, čeprav malo drugačen. Z bratom so hodila, sem bil že 7 let, brat pa 9 let, na takratni proletarec, ne, kasneje še pol, pa so se premenovali v NK Zagorje. Brat me je pelal in sem treniral, sicer jaz sem bil takrat tak švah, ko ne vem, ko on je bil pa že bolj močnej in je prišel pred malo v mladinsko in člansko reprezentanco in tudi, kot veš, je naredil eno vrhunsko kariero, tudi pa Rudarju Trbovlje, čeprav nekateri zanikajo, da je nikoli igral v Rudarju, ne. Pa je, ne? Ja, on mislim, da je tudi to še ti veš, ne, pa tako naprej. Stisnke pa igral kup. Igral sem pa mali nogomet z njim, smo bila v isti ekipi za varnost. To je pa vrhunska ekipa. Je bil res dober. To so mojstri. Povezovalec igre. Zdaj ga pa vidim na tenis igrišču velikrat. Ja, malo se je spreobrnil, ne, čeprav ga malo kolen, malo ga križ boli, ampak se je zdaj... Koga pa ne? Ja, koga ne, ja. Tako da sem začel 7 letom, ne, in takrat nisem prišel glih upošteval, ne, v drugi ekip pionirčko sem igral. Sem pa že takoj začel malo videti, da imam neke ene tako osebne trenerske ali pa organizacijske sposobnosti in sem že takrat s 15 letom ne ustanovil. Sem treniral ekipo pionirčko, ne. Jaz sem jih imel po 50 na treningi in smo trenirali vse in tudi vrhunsko, naprimer Verber Dabo, Dodolinšek, Bojan, to so bili moji pionirčki, ta Povšnar, Vili, Jimmy, ne smo reči, in Božjak, in to so bili moji pionirčki in smo imeli take uspehe, da smo vse kar pravi širi. Zanimivo pa, skoraj vsi omenjeni še igrajo nogomet. Mali nogomet, če vsi igrajo pri 60 letih. No, eto ti vidiš. Ja, Bojan, Povšnar, ne? To smo naredili, vsak smo kar vprašali, koliko golov bomo dali, ne. Vse ekipe smo neverjetne. Pa sem se pa začel baviti, no, mladinsko ekipo sem pa tudi naprej, ker sem tudi malo igral, ne. Pa članih pa moram priznati, da nisem nikoli igral, ker so me malo zaničevali. Je prišel nov trener, pa je mojo v tisto vlogo vezista, ne, naprimer. Jaz sem bil center half libero pri mladincih, ne, to že 68. pa 67. leta, ne. Pri pionirčki sem pa tudi igral, sistem 4-2-4 z otroki, ne. Beki, naprimer, v napad, center, Verber, Dado, glavo, gol in tako naprej, ne. Se pravi, ne vem, odkud sem to dobil, televizije nisem nikoli videl še do takrat, knjig nobenih prebral, ne. Pa članih sem pa ne, ko sem pa začel malo na drugo stran, sem pa bil kot, veš, da me poznaš kot Veseli Zasavci, ne. 68. leta, novembra smo pa, septembra, pravzaprav smo pa začeli, kot so sonstno, vidite, sem bil Veselih Zasavcev. In igral do? Igral sem do 90. leta. No, takrat sem te zagotovo že spremljal. Takrat, ja. No, in tvojega brata, igral si pa? Igral sem klarinet pa bas-kitaro, ne. Pri narodno-zabavni sem klarinet igral, pa zabavnik pa bas-kitaro. Ko si pa ti odšel, se je pa ansambel premenoval v Zasavci. Ne vem zakaj, ker Veseli Zasavci, se imamo tudi Vesele Štajerke. Ja, ne vem zakaj. Tako je prišlo. Ja, tako je prišlo. Bil si pa tudi na obletnici tiste okrogli, ki je bila v Zagorski športni dvorani. Ne, prvi obletnici pa nisem bil. Ne? Ne vem, sem bil v službi, takrat nisem bil zadržan. Naslednjo obletnico sem pa vse obiskal. No, tiste smo snemali. In sem z glasbo se napravo nadaljeval, to se pravi, veš, pri godbi sem pa že tudi 13 leta, že na 53. Tam pa igraš? Tam pa igram klarinet. Klarinet. Je težko igrati in hoditi.
Zdaj, stati je verjetno malce lažje. Težko vprašanje, ne? To se kar neki ti v kri pride. Ne? Zdaj, če tvork vidi že ni... In kaj gledaš? Note, aj da ne boš koga pohodil? Ne, ti hoditi smo se pa kar naučili dobro teh cajtih. Vedno gledam hoditi pa, to ti pa kar v kri pride, kar hodiš, še mlajše pol navajamo, da je oni maj z desna na med z leva začnejo, ne, tako da to se kar da. Moraš pa gledati note, a je to že v krvi nekako, da že veš na pamet? Večina že bolj vsa na pamet ne znaš, tako da sam dirigent zahteva note gor in se moramo dirigenta poslušati. Ne? Kudar, Peter. Tako. Ja. Zdaj smo pa že prišla pa na kegljanje. Ja, lahko na kegljanje, na nogometu sem pa še igral, sicer mali nogomet, ne, nisva še praktično. Z bratom, da je skupaj? Z bratom nikoli. Ne. On je za varnost igral in on je bil predober, varnost je bila prevočna ekipa, da bi... Smo pa igrali, sem pa igral pred Potrošen, ne, je pa tudi bila druga, tle so pa tudi moje pionirčki bili noter zraven, ne. Tako da smo bili skoraj večina drugi, varnost prva, potem pa se pojavila tudi KS, ali pa bivši avanturisti, smo pa mi malo dol padli, pa tako, čeprav so tudi tam bili moji igralci in tukaj, ne, ki si jih jaz treniral. Pa sem pa prevzel ekipo na Mlinših, tudi takrat se niso nič veliko znali, pa smo pa prevzeli, Dolinš Bojan se je preselil pol na Mlinše in Komba, Ritari Sandi tudi gor pa še igrati in smo pa z ekipo Mlin začeli igrati. In organizirali tudi Čirove memoriale, je bilo takrat? Jaz ga nisem poznal, ti si ga pa poznal? Ja, se smo igrali v Delovskem domu, veseli soci vsak let, prvi virčani, da smo redno igrali za novo let. Tega turnira ni več, ampak je turnir v spomin na Dejana Grdena. Na Dejana Grdena, pokojnega. Tega pa naša generacija malce bolj pozna, ne? Tako da pa sem pa počastil tukaj nekaj, ne, sem že v leta 33, če vsi igrajo, tudi pri 38, ne. Mene so pa tam nekaj, da ni imel tukaj teh generacij, ne, ni bilo veteranske ekipe pa teh, ne, so bili kar mlad, pa starej smo bili, ne, in pa so me mlad začeli prehitevati, seveda, malo počasne rata že, tam sem pa 33 letih začel pa s kegljanjem, ne. S kegljanjem. In to starem keglišče in tam sem že tudi probal malo z otroki delati, sam gore so bili pogoji, 12 stopinj, 11 stopinj je bilo po zim, vlage je bilo, no, tako da je majki razto, vse tale Kudr Peter je bil, naprimer, moj pionir, ne, zdaj pa on meni dirigira pri godbi, zanima, kombinacija, ne. Ja, tako sem pa povedal tudi drugo ekipo. Čeprav so se pa tudi v tem keglišču vzgojili nekateri vrhunski igralci, med njimi tudi Bogdan Hribar, ne? Ja, vsa ekipa si je imela tudi kle, mislim, začel je kle keglanje na šok, to bi rekel, ne, Podvine 2. Ja, kle so se vsi rodili, praktično je cel šok, cele Toplice, nekaj takrat je bil sedež še tistega leta v Toplicah, ne. In to so vsi, to je bil din šport gor, ne, pa v Šojk smo brcali, ne, to so bile dve take rekreacijske prostori, ki smo lahko se... Je Zagorja kdaj igral v... prvi slovenski ligi? Državni ligi, jugoslovanski smo igrali tudi. Celo jugoslovanski, ja. Pa slovenski tudi. Pa se pa ekipa neko krašla, en so šli v Letijo, en v Hrastnik, ne. Pa smo pa samo druga... Tudi v Hrudarju, ne? Tudi Hrudarje, Hribar je tudi Hrudarje šel. Ja, večina Hrudarja šla, pa so se pa spet malo menavali, tako da še zdaj tekmujo nekateri. Mislim, da je tudi Klančišar bil... Klančišar je bil tudi Hrudar, ja, tako je. Še nekaj teh... Ki pa so zdaj v Zagorju, ne? Ja, zdaj se pa rekel fajn. Če greva najprej na člansko ekipo, ne? Ja. Tvoja želja, ko se je ta novo keglišče odprlo v Zagorju, dobro, najprej spodaj, zdaj je zgoraj malce slabši prostori, ampak vseeno lepo keglišče, je bila, da ustanoviš, da delaš z mladimi, da ustanoviš člansko ekipo in članice. Nekako je to so uspelo. Tukaj bi te popravilo, članska ekipa je bila ustanovljena, ampak jaz mislim, kaj skus se matramo, smo bili v tretji državni lig, pa smo izpadli, pa smo se spet po 3 letih vrnili in smo spet izpadli. Zdaj pa že dolgo manjka, mislim, da ne pridemo to. In jaz sem hotel kak 4-5 letih, no jaz sem šel pizion pol 11 leta in takrat sem si to stizal, naprimer Menvo, sem rekel, da bom začel z mladimi delati, žensko ekipo, da bomo ustanovili, pa da bomo člani naredili eno močno ekipo, zdravo jedro članske ekipe, da bi to ena taka konkretna bila splošna usmeritev tega kluba. Ne. In dejansko, kar bi rekel, to je kar dejansko res uspelo. Kot člani so, je prišel Klančišar nazaj, čeprav ima malo problemov s kolenom, pa ne hod trening, leta se prišel Burja in sin sta prišla sam, no najbolj vesel sem pa tudi Hribarja, Bogdana, ki se je vrnil, ne, in je tudi zdaj kot vodja članske ekipe, zelo dober dela, posultiruje to, tudi Reda je naredil in tako naprej. Mimo grede, v tisti ligi
meddruštvena, kako je vodite. Medregijska. Medregijska. Ja, ste trenutno na prvem mestu. Smo trenutno na Ampak prvem. že v prejšnjih letih ste bili, ampak potem tiste kvalifikacije v državno ligo pa ponovadi neuspešne. Ne? To je pa tisto, to enkrat moraš biti na pravem mestu in takrat moraš zmagati. Ne. Samo ena tekma? Ne, to je kvalifikacija v posavski lig, naprimer. Ne. Kle so Brestce, se pa mi se največkrat devamo, oni so prvo, pa kakorkoli ne se devamo. In žalost, takrat so oni v taki formi, da so nas zdaj že 3 let premagali, praktično. Oni pa tudi ne uspejo, da pride. Pol leta se bomo spet z Brestcem kosali, da pridemo pol še na državno. Ne. Torej najprej, recimo, če bo vse šlo po načrtih z Brežicami, in če zmagate... Potem gremo pa še na ostale so pa 4 ekipe z Celjske, Mariborske regije, ne, pa z naše regije pa, no in kjer je lega, 4 ekipe pol pride, se pa še tam udarijo, ne, kjer je tam pol močne, gre pa pol samo treta. eden. Samo eden gre tretja država. To je pa res sito. Ja, je težko je priti noter, lažje skoraj ustati na toliko. Vid, to je pa še bolj sito, kot je bilo recimo kvalifikacije za Evropsko prvenstvo v nogometu. Mimo grede, včeraj si verjetno tekmo gledal. Če bi tako igrali, tako borbeno na vseh tekmah, jaz mislim, da bi se že po rednem delu... Če bi Ukrajin takole igrali, bi bil drugačen rezultat. Bi že na rednem delu tudi se uvrstili naprej. Včeraj so se res borili. In tako da člani mislim, da je kar svoj cilj narejen. Letos upajmo, da je pod vodstvom Hribar Bogdana, da bomo verjetno mogoče uspeli. Tudi pomladili smo letos grozne, Cepk tam računi 18 let star, Lukas Tengenšek 17-18 let star, zdaj že David. To so tako imenovani tvoji otroci že, ne? Ja, to so, dobro, čeprav Cepka oče trenira, ampak osnove pa ostanke gliče naredil tudi pri meni. Problemi so pa ta čas z žensko ekipo. Ne? Na te zadnji tekmi, prvo tekmo recimo niso igrale v ligi, potem prvo tekmo, zdaj zadnjo tekmo samo s 5. In se lahko zgodi, da nekaj zaradi bolezni, nekaj zaradi tega, ker so dekleta šla v druge ekipe, da bo celo ekipa razpadla. Igrajo pa, vi pa vsi skupaj igrate v teh dresih, ne? Ja, to smo, ja. Tako, to je kegljaški klub Zagorje, Dormejo, ne? Dormejo, ja. No, nekaj v članicah. Ja, članice, no, tako sem rekel, da ste tudi ena od teh mojih nalog bilo, da bi tudi ustanovil žensko ekipo, ne. Deloma, mislim, to mi je tudi uspel praktično, ne, tako da smo naredili res žensko ekipo, smo dobili ljudi, ženske, ki niso nobene, ne, takrat še skoraj nobena ni znala, razen Stanka Škrabarja, malo, kdaj pa kdaj vrgla, ne. In smo začeli trenirati, ne, in smo pred 3 leti začeli se kar prijavili in smo uspeli, že smo bili drugi državni lig, ne, to je kar velika liga, visoka liga, ne, in sicer smo bili predzadnji, to se proste s to močjo, da smo bili kar od 8, 9, 10 ekip smo bili predzadnji, ne, da je bil kar velik uspeh, ne. Naslednjo leto smo se pol zaprosili, če gremo lahko, ker na vzhodni lig smo to igrali, ne, smo zaprosili, če gremo na zahod, ker je malo manjša konkurenca, ne, pa malo manj ekip smo mogoče rekli, tam več, niso nam Kegljaška zveza ugodila temu, ne. Potem smo pa dobili na željo, kaj vem, trenerja, ne, trener je bil Stoklas Uroš, ne. Uroš je pa že prej veliko krat kegljal, ne. Ja, on je treniral pa nam, tako je, ja. Da še dobimo neko ojačanje in smo dobili iz Kamnika Štefko Flerin, pa smo dobili Ljubo Moharjevo, pa Biserko Bogožalec, pa Marjeto Glas. To se pravi, smo 4 izkušene starejše ženske ekipe, članice dobili, tako da smo dosti močna ekipa bili, ne. Stala je pa še Taškar Andreja, pa Taškar Neva, ki je tudi dozorevala, ne, tudi vrhunska dobra kegljačica, zelo dobra. Takrat jih je vodil Uroš Stoklas, ne? Ja, prevzel jih je, ne, takrat, ja. Računalo se je, da bodo prve, bile so pa druge, ne? Ja, jaz mislim, da bi mogli kar se sprehoditi v tisto zahodni lig, ne, smo bili drugi. Brest pa ni... Kar je pomenilo, da ne morete iti naprej, ampak... Ja, ampak ker je pa Brest ima že uni lig in so rekli, mi ne gremo v višjo ligo, ne, so nam odstopili, mi smo se, ne vem, po razmislekih in po željah članic, ne, smo se mi prijavili noter kot drugi, čeprav jaz sem malo takrat študiral, ne, da smo le prehmajšli, še nismo zreli v 2-3 letih, da je bil tako huda konkurenca in smo prešli. Pa se je začel malo nesoglase, glede trenerjev so vkapne, in pol Štefka je poškodboma tako rame, da ima povedano, nekaj jih je nehali, nekaj jih je šlo stran, Neva, naprimer, neko dobra kegljačica, mlada, perspektivno, je šlo cele tudi, ko se pravi, da smo neki igrajek zgubili. Tudi na mami?
njena mama igra, zelo dobro igra, ne. Tudi Dejan Taškar, kar je nehal med tem tudi voditi ekipo, ne, se tudi nekaj ni strinjal s tem vodenjem vsega. Tako da smo nekaj izgubili igralk, ne, in so mogli zdaj skočiti mlajše, moje te pionirke. Še neizdelane. Neizdelane, 13 let stare in te 3 igralke zdaj tekmujejo in kome spravimo pa za eno ekipo, tako da bo žensko ekipo, kar bi so velik problem rato. In če se zgodi, da bo treba izstopiti iz lige, kaj to pomeni? Ja, avtomatsko gremo ven, pa verjetno, da kak let ne bomo smeli kegljati, pa se prijaviti. Ker pa ne šteje za tragedijo, ker počasi bodo odraščale tiste punce, ki so zdaj pionirke. Tragedija v vsakem primeru je tragedija. Če greš nekaj ven, pa moraš čakati, ne, čeprav dobro. Ti mlade imamo še nekaj, še ne 2-3 odzad, tudi med drugim tole Prosen Niko, skakavko, mi zelo pridno treniramo, če poznaš, išče Nika klele gor, ne. Pa Eva Podlogar, tudi začetnica, ne, pa pevc Ajda tudi, tako da imamo še nekaj mladih od zadaj, da bojo dozorele, pa upamo, da bomo spet dobro ekipo sestavili. Ni pa nujno, da bo konec to člansko ekipo. Ni še nujno, tukaj še kar so v blakih lahko, ne. Pričakujemo, kaj Bog bo. Edino, kar se lahko zgodi, zadnjo mesto in izpad v drugo državno ligo. Kar pa ni tragedija. Verjetno zdaj ta razmislek, mogoče takrat niti ne bi bilo slabo, če bi ostali v drugo ligo. Ja, jaz sem kar takrat predlagal skoraj dober, vesel sem bil, da smo šli v prvo B, ampak sem kar vedel, da smo le še premal izkušeni. Kljub temu, da smo še pol nekaj igralk izgubili. No, zdaj greva pa na tiste tvoje nadebudneže, ki trenirajo v klubu. Pa če se sprehodiva skozi leto 2011, 12, 13, 14, 15, so kar nekaj lepih uspehov. Pa greš lahko kar po vrsti. Ja, jaz sem klele prinesel uradne podatke, naprimer Keglaške zveze, tako da vidiš, 11 leta, naprimer, sem si jaz te naloge dal, sem šel pokoj, zdaj pa spet nekaj moram spati doma, pa ne vem, da bi začel s tem cilji, sem rekel, ženska, pa otroke, pa člansko ekipo. Naprimer, 2011 je nastopil, ko imam klele zaznačeno, samo Nejc Ocepek, naprimer, pa še občasno sta bilo parih, Jerman, pa Nejc pa Jerman sta nastopila. Se pravi, 11 leta, ko sem jaz prišel doj, še ni bilo toliko tekmovalcev. Potem smo pa že 12 leta, smo pa že imeli klele kadeti, je že isto Nejc nastopil, kot dečki, so pa začeli z septembra 11 leta, 12 leta so pa že začeli nastopati in nas je, naprimer, 12 leta že 15 tekmovalcev uspeli državne lige. Tukaj pa tudi vidimo, da je v drugi kategoriji Jerman David bil drug, naprimer, pa sedmi. Mark Ravnikar, 8 v svoji kategoriji. Če lahko uspeh rečem, dečki v 4. kategoriji, Luka Stegenšek je bil, naprimer, že tretji. Že prva medalja. Je že prva medalja 12 leta, naprimer, prišla. Alja Kos v drugi kategoriji kot deklica je bila 6. naprimer. Se pravi, tukaj je bilo že 15. Po dvojice, naprimer, smo že bili 12 leta, David Jerman pa Mark Jerman sta dobila srebrno medaljo. To je tudi dečki kategorija, 4. kategorija, Nejc Ocepek, Luka Stegenšek, srebrno medaljo. To se pravi, da je uspeh bil. Potem tukaj za kadete v sprintu je bil Luka Stegenšek 11. To je iz cele Slovenije, od vseh kategorij tudi dvoje, ker on je bil začetnik, bolj kot ne med temi. No, tukaj se je že Neva Taškar tudi pojavila, sicer je bil 15, ampak se je že začel pojavljati tudi Neva Taškar je ozrom. To smo kadeti posamezno, kadeti neposamezni tekmovali tudi. Po, naprimer, 13 leta smo že imeli že 17 tekmovalcev v dečkih deklice. To je pa za mene, mislim, da res bil vrhunski uspeh tudi po ene. Takrat smo pa že 2-letno delo zajeli noter, če vzamem državno prvensko dečki dvojice. Za Zagorje je bilo sicer to tekmovanje. V prvi kategoriji sta dobila Nik Kreča in Mark Božjak srebrno medaljo. V drugi kategoriji, letnik 2-3 do 2-2, je dobil David Jerman pa Matija Kosmač srebrno medaljo, zlato medaljo. To se pravi, ena zlata medalja. To je pa prva zlata bila. Prva zlata, tako. Za tretji kategorije Urh Krafogel, Tinkara Butara, to je tudi lahko mešane pare daš, da je lahko ženska tekmuje tudi med dečki, in sta skupno dobila tudi zlato medaljo. To je že druga zlata medalja. Dečki 4. kategorija, Luka Stegenšek, Luka Jan, zlata medalja. To se pravi 4 zlate medalje v dvojicah in ena srebrna medalja.
Deklice, naprimer tudi v drugi kategoriji, Lea Drnovšek, Živa Stegenšek, zlata medalja. Ne, tudi. Zlato leto, lahko rečem. Zlato leto, tako. Naprimer, posamezno tekmovanje, ko je 7 tekem, kot celega leta, David Jerman, srebrna medalja. Ne, v vsem Če se tekmovanju. ne motim, bronasto, ne? Bronasto, ja, viš. Tako, ja. Tako je. Luka Stegenšek v 4. kategoriji bronasto medaljo, ne? Tudi. V drugi kategoriji deklice Lea Drnovšek zlata medalja. Živa Stegenšek, na primer, je bila 4. tudi, ne? To se pravi, tukaj smo rekli 17 je bilo, pol na primer klele leta 2014 tudi, državno prvenstvo tandem U18, to so že malo višji kategoriji, moje ti otročki so bili 12 let star mogoče samo in oni so že nastopali že v tandemu U18, to so že više do 18 leta, Neva Taškar, Lea Drnovšek, bronasto medaljo, ne, medalji dost, ne. Zdaj gre pa na 2.15, ne, pa tudi dobimo klele državno prvenstvo dečki dvojice, Adrian Sivec, David Jerman, bronasto medaljo, klele tudi deklice v 4. kategoriji, Lea Drnovšek, Tinkara Butara, bronasto medaljo. Pa še 4. mesto tudi vidim. Pa 4. Lea Klopčič, pa Živa Stegenšek 4. Tudi uspešno. Tudi uspešno. Tudi klele 4. pri dečkih, 8. Mark Ravnikar, pa Luka Hribar. Za kadete ekipno smo tudi dosegli, smo že ekipo lahko tudi z ekipo tekmovali, smo dobili kadete 6. mesto. Kadetinje 6. mesto 2.15. Ne. Državno prvenstvo posamezno, tukaj leta snima mogli, verjetno, da bomo imeli. Ampak so 7. mesta tudi lepo, ne? Tudi so, Mark Božjak dober, nažalost je zdaj nehal, zdaj imamo 12 tekmovalcev, ker so že nekateri prestar ratali, ne? Ampak še kljub temu z 12 nastopano. David Jerman bo verjetno 7-8. Ne? Tukaj se pa tudi med deklicam, se pa Lea Drnovšek za 3. mesto bori, mogoče bo celo druga, da se pravi srebrna ali bronasta medalja. To še ni konec, ne? Še ni konec, ne, imamo še zelo v Celju eno, ne? Tekmovanje, glih 19. decembra imamo, ne. In to so te medalje, se dela, ne? Se jih ni kar za oporeč, ne, v 4 letih, da tako dosežemo. No, zelo pomemben, kar povej, to je pa še šolsko prvenstvo tudi, no, še šolskega. No, med drugim smo tudi organizirali na podlagi Zavoda za šport Planica, ne, in s Kegljaško zvezo je bilo tudi 14 leta, 13-14 let, na primer, je bilo tudi predlagano, da bi tudi sodelovali v tem tekmovanju, šolskom tekmovanju, ne, in si jaz ne vem kaj tudi na šole šel in vprašal in smo takrat prvo leto imeli iz šolskih, na naše treninge so prišli čez 124 iz šolskih razredov, ne, mislim, tukaj je prišli otrok dol se spoznavati s keglanjem in tako, pa smo naredili šolsko tekmovanje med 3 šole, Zlaška šola, Topliška šola, jaz kar po staremu imenujem, pa Ivana Skvarča Zagorje šola. Ne, in smo to tekmovanje in tukaj smo dobili 12 keglačev najboljših, smo šli pol na zasavsko tekmovanje. Ne. Litija, Trbole, Brezce, Hrastnika, kaj ve, ne. In kledne se nas je prvo leto 8 uvrstil izmed 12. Ne. Od teh 12 naslednjih je šlo pol na Celje, na državno prvenstvo, kjer tekmuje pa cela Slovenija. In tukaj smo prvo leto je dobila Tinkara, je postala državna prvakinja Butara. Ne. To se pravi, da je tudi to ni za in 8 tekmovalcev je za Gorskega kluba bilo na tem tekmovanju. 4 pa so bili iz ostalih občin. Lansko leto pa tudi, vse to je bilo aprilo celo, no, to se pravi 14-15 let bi rekel, smo pa tudi organizirali in tukaj smo se pa naši otroci, ne bi za Gorske šol, se jih je pa vseh 12 uvrstili, ne, na državno prvenstvo v Celje. Ne. To se pravi tudi en lep uspeh, bi rekel. Ne. In tukaj je bil pa lansko leto Jerman David, da je tudi državni prvak. Ne. Nekaj, ne? Ja. No, vidite, pomemben prihodek kluba, a to imamo pa še Trimligo, ja? Pomemben prihodek kluba na nek način so pa tudi vsakoletni novoletni, vsakoletno novoletno tekmovanje, kjer lahko pridemo rekreativci, pa tudi profesionalci na nek način, ne? Ja, vse si probo. Ja. No, jaz kot čisti ljubitelj, ne? Meče se po 30, na vseh stezah 30 metov. Ja, to je novoletno tekmovanje, ki smo ga tudi ustanovili.
Zdaj, to je isto se meče kot tekmovanje rednih kolih državnih prvenstvih vseh, ne, na vseh 4 stazah po 30, to se br 15 na polno, 15 čiše, ne. 120 metrov. 120, ja. In naslednji dan pa potem boleče noge. Te še ne bom spomnil še enkrat, da te bole. Ne, niti ni toliko. No, veš pa, malce da te boli, ne, kolikor tuk, ne, če nisi pripravljen. Ne. Ja, to prijavnino plačaš, lahko tekmuješ. Torej plačaš približno 8 evrov, Ja, tam tako nekje je, nekaj, ja. in lahko enkrat to vržeš. Vržeš, naslednji dan spet pokličeš, če je prosto, lahko spet neomejeno, lahko to mečeš. In tukaj se vrsti iz cele, mislim, pride tekmovalce, kar na 100, 120 iz cele Slovenije, tudi reprezentanti. In nekateri večkrat vržejo. Ja, nekateri večkrat. In potem se šteje rezultat, meče se pa Najboljši rezultat od 4. decembra do 4. januarja. Ja, ker je vmes neki praznikov, ne, ni to vsak dan, pa tudi mi imamo še vmes kakšne treninge, pa Trim liga, no, Trim liga imamo še tudi, ne. Ja, tisto bo pa potem. Ja. In je to v popoldanskem času, večernem času? Ni pomembno, kdaj, tudi sobote, nedelje lahko, ne. Jaz se razpišem ure, ne, in on pokliče, imamo naprimer ob 10. v nedeljo prosto, pogledam na urnik, je prosto, lahko prideš, ne, in se prijavljamo največkrat. Meče se pa to koliko časa, da priješ skozi? Pol ure? 1 uro. 1 uro. To je vsaka tekma 1 uro, eden meče še na uro, ne. Ali je to tekmovanje, ali luno tekmovanje, ne, to je čisto vsajen. In denarna nagrada je potem za prvega, kaj pa drugi? Plus praktično. Plus praktična nagrada. Ja. In to je že kar vrsto let, ne? Ja, to je zdaj, mislim, da je 4. leto. Tukaj, ja. Včasih je bilo pa ja, ni bilo tudi na novoletno. starih kegličih ni bilo. Je pa tam Ja, pa že sicer je bilo 1 leto, mislim, da je nedeljko Niko 1 let, mislim, da je bilo tudi to 1 novoletno, ja. Pa je pa prekinjeno, no, bile, pa sem pa jaz letos spet, smo predstavili keglišče gore, pa zdaj spet ponovno, ne. Plus Trim liga se je ponovno zauveljavila. Trim liga je pa zasavska ali bolj zagorska? Kako je? Bolj, ja, možno, tudi bi prišli pa mislim, z ostalih, ni takšnega interesa iz ostalih društv ali pa klubov. Imajo tudi drugi klubi, recimo v Hrastniku, v Trbolah Hrastnik ima tudi, ja, Trbole nima, Litija tudi nima, ne. Imamo za gore. Torej, dobrodošli. Dobrodošli, tako isto. Ekipa šteje najmanj 6. No, mogoče jih tudi tole malo odvrača, čeprav jaz pravim, meni je za rekreacijo, da tudi oni neke glače pridejo, ne, jaz sem to naredil en svoj sistem, ni po igraški zvez, tekmujejo 4 igralci, ne, in mečemo samo na 2 stazah 60, to se pravi 30-30, ne, tako da bi lahko tudi ti zdaj prideš 60 metrov, se kolikor tukaj da zdržati, 120 je pa malo težje. Je pa že malce težje. Tako da sem malo prilagodil, to se pravi Trimlik mi tudi pride po 70 tekmovalcev, tudi celoletnična meče, ne, pa se parjavijo, pa ekipo ustanovijo, pa se delujejo. Ne. Kdaj se pa začne Trim liga? Trim liga naj bi se začela že ta teden, ampak še moram počakati, zdaj, ne vem, danes imam sestanku krajovni skupnost, popoldan ob 6. in bom probal, če bo še eno ekipo, pa 2 ekipe financirala krajovna skupnost. Čakam še, da bi... In potem bo koliko ekip? Mislim, da jih bo 9. 9. Potem vsak z vsakim? Ja, vsak z vsakim, to je prvi del, drugi del se pa pol bomo videli, kako... Ne spade, neverjetno. Ne spade. No, imamo na 2 dele razdeljen in prvo je skupin najboljših 6, ali pa ne vem, koliko bom naredil, v drugi stali pa v drugi tolažilni. Aha. In prijavnina? Prijavnina je 10 evrov na tekmo. Je kar na tekmo gre, ne? Na tekmo, 1 Ekipa uro, zbere denar in... tako je. In se plača na... Ali pa sponzor, kakor če, ne. Včasih so, vem, da IGM je imel svojo ekipo. Mimo grede, ko sem jaz še bil na Siporexu, smo imeli svojo ekipo, ne. Smo igrali. Tudi Siporex, pa študenti so imeli, pa varnost, pa eti, no, še zdaj kar tekmuje, imajo svoje celo 2 ekipe, starejše upokojence imajo, se imenujejo odpisan. Gre pa to, čeprav je ljubiteljsko zelo zares, ne? Ja, to gre kar... Ni heca. Včasih je to ne sam zares, kar pa se mislim ne na noč, to je pregrobo rečen. Zares, ne, to je res. Grejo, da en drugega premaga, ne. Pa se pa malo... Tudi ženske? Tudi ženske in lani je, naprimer, tudi letos nažalost ni Taška Vrtovo, ne, kot naš en drugi sponzor. Pravzaprav prvi sponzor je sicer naša občina, ne, tudi županu se moram zahvaliti, da nam je res take pogoje stvaril, tudi teh uspehov ne bi mogli imeti, če ne bi imeli takšnega keglišča urejenega, ne, tudi se vemo, da je našem keglišči tudi pride reprezentance trenirati in moška in ženska, ne, da vidijo, da je le urejeno
Kaj glišče. In ženske tudi potem igrajo, so imeli ekipo. Torej, lahko je v tej, bom rekel, moški ekipi tudi kakšna ženska. To je lahko kjerkoli, ne, tako da ni problem. Tako, Ne. ni Letos starostnih pa Taškar omejitev. Vrtovo ne bo, ne vem zakaj, noč nam bojo tekmovali, mi je žal, pa bi bilo 10 ekip lahko, ne pa. No, mi pa letos košarko igramo, tako da nas tudi ne bo, ne? Mava še kaj? Ja, bi šel menil, kaj vem, no dobro, v teh letih smo tudi, naprimer, se preimenovali, ne, prej je bila Piramida, naprimer, ne, kot naš glavni sponzor, kakorkoli, zdaj smo se preimenovali v Dormeo, ne. Imate tudi novega predsednika, Imamo tudi ni več nove. novi, ampak je zdaj No, je že nekaj let, ja, no, s podpisom pogodbe. občinski svetnik Željko Železnik. Željko Železnik, kandidat za župana je tudi bil, ne, Ja. in je tudi naš predsednik, ne, in Dormeo smo se preimenovali in smo kar nekaj sredstev dobili od tega, ne. No, Letos pa se čakate kakšno nakazilo, ne? Ja, čakamo, bomo videli, kako bo kaj, ne. Ja, v tem smo tudi pozabili, da smo tudi imeli v tem času tudi 3 kandidate za reprezentanco, ne, v teh 4 letih. Neva, sicer je šla za en najboljši klub, preko slovenski in evropski klub, da je tudi lahko rečemo, da je uspeh, Uspeh, ne? da je pri 17 letih, da je v tak klub prišla, ne. Prvi Tako da, korak. vid, v Zagorju trenerska ekipa obvlada tudi carving smučko, ne? Ja, tudi mislim. Ne samo tisto jaz staro tehniko, ne? Jaz sploh smučati ne znam. Se to. si hecam, ne? Ja, Veš, zakaj to sprašujem, ne? Ja. V redu. Počasi se nama izteka tale čas za pogovor. In v prejšnji oddaji smo, čaka najvišje žrebanje, smo v prejšnji oddaji zastavili nagradno vprašanje in sicer, kdo je trener članske ekipe nogometnega kluba Zagorje, ki je bila tako uspešna zdaj na Rudarju, ne? Vsakem čast. Trener je Anton Kureš, ne? Kureš, ja. Gola sta Na dala pa Zagorjani njegova Skiseca. sorodnika, Ja. mimo grede, ne? Na tem derbiju. Ja, ja. In prvi žrebani Čestitam prejme... jaz nogometni ekipi. Čestitaš v redu. Prvi žrebani prejme družabno igro Mikado, ki jo poklanja trgovina Lopari.si, ampak to niso tiste male, kratke palčke, ampak so tako visoke. Ne? Tako da moraš imeti kar lep dnevni prostor doma, da se lahko igra. To naj bi pa Prosim, žrebal. malce pomešaj. Da je skele stran pogledal pa. Vse so zaviti, tako da se ne vidi. Ne? Anton Kuroš, pravilno. Špela Mak, Klek 11, Trbovlje. Torej, Mikado gre v Trbovlje. Takole. Prvi. Drugi žrebani prejme vrednostni bon restauracije El Trbovlje. Prosim. Stran pogledal spet. Ja. Zvoli. Mislim, da je jaz prebral. Ja. Pravilno. Anton Kureš, pa še za kulturno oddajo, Luiš Prohar. Odgovor pa je zapisala Ela Čavar, Trg Svobode 33, Trbovlje. Torej, tudi druga nagrada gre v Trbovlje. Takole, odgovor je pravilen. Pa še označimo. Potem imamo pa še tretjo. Tretji žrebani pa prejme bon za delno masažo hrta, ki jo poklanja kozmetični salon Petra Izlake. To pa po kakšni kegljaški tekmi prav pride, ne? Bom pogledal, mogoče, kjer je Zagorja. Daj poglej. Hrastnik. A je pravilni odgovor? Ja, to pa nisem preveril. Ja, Anton Kureš, Sabina Zajec, Trg Franca Kozarja, 16B, 1430, Hrastnik. Torej, tokrat nič v Zagorje. Smola moja. Tako. Masaža za Sabino. Imamo pa že novo nagradno vprašanje. Športno-humanitarno društvo Človek, naša televizija ETV in Društvo prijateljev mladine Trbovlje organizirata 3. zasavski humanitarni tek, tokrat za Tamaro Mrkun. Samo napišite, kje in bo to pravilni odgovor, če boste pravilno napisali. Prvi žrebani prejme bon za celodnevno kopanje v rimskih termah, drugi žrebani prejme bon za 2 pici v pizzeriji Čebelica iz Lake, tretji žrebani pa prejme bon za pico v pizzeriji Dimnik Trbovlje in Mikico podjetja Ahac Trbovlje. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 1. decembra. Vid, ob koncu še enkrat si že stari ata, ne? Ja. Pričakuješ Ja. pa še drugič, ne? Naša Decembra. nekdanja sodelavka Nina Ojsteršek, ne? Ja. Bo kmalu.
Podarila drugega vnuka. Decembra, največja usrečitev za najo ženo. To pa zagotovo, ne? Ja, tako je. Vnuki so pa nekaj čisto Že zdaj posebnega. Že zdaj ta angelček, Julijan. Ga imaš veliko, ne? Ja, kolikor mi čas dopušča dopoldan, popoldan sem pa tako bolj v keglišču. Bo kegljal? Kaj pa vem. Bomo že videli. Vid, hvala ti za obisk v studiu. Hvala tudi za povabilo. Sledi še drugi del športne oddaje. Pred 2 tednoma smo v tej oddaji gostili Mitjo Duha in Tamaro Markun. Takrat smo napovedali 3. zasavski humanitarni tek. Zdaj že vemo, da se bo tek zgodil ta petek od 11. do 18. ure na Rudarju v Trbovljah. 3. zasavski humanitarni tek bo organizirala naša televizija, Športno-humanitarno društvo Človek in Društvo prijateljev Trbovlje, kjer je že odprt poseben račun, kjer se zbira denar za Tamaro. Tamara, ki je uporabnica varstveno-delovnega centra, ki se bodo teka tudi udeležili, nam je povedala, da na tek pridejo tudi učenci osnovne šole Ivana Cankarja in gimnazije Trbovlje oziroma gimnazije Litija. Obe šoli je Tamara tudi obiskala. Teka se bodo udeležili tudi člani Zveze za nordijsko hojo, Kulturno-umetniško društvo Zasavje, Turistično društvo Ruardi, Ognjeni fantje, Gasilske zveze Trbovlje, Relikt Trbovlje, Mladinski center Trbovlje, Društvo G+, pekli bodo palačinke in Tamarini sošolci, prijatelji in njena družina. Sledi poročilo 4. kroga košarkarske rekreativne lige Zasavje. Spremljate posnetke s prvih 2 tekem, tudi tekme med veterani Zlatoroga Laško in ekipo ETV, ki je zaigrala tudi v novih dresih. Tekma se je končala po podaljšku z našim porazom 41-40. Prvi polčas je dobila naša ekipa z rezultatom 22-11, kljub vsemu pa se ekipa veteranov iz Laškega ni predala in nas v naslednjih 20 minutah igre ulovila in v podaljšku zmagala. Naša ekipa je v zadnji sekundi prišla do odprtega meta, vendar žoga ni šla skozi obroč in doživeli smo drugi poraz. Za zmagovalce je dal Blagotinšek 18 točk, za ETV pa Jerin 14, Jere 10 in Krznarič 9. V drugi tekmi sta se pomirila ekipi Športno društvo Knapi in Čudežna dežela, ki je zmagala 48-39. Že na začetku tekme so si igralci Čudežne dežele nabrali nekaj prednosti pred Knapi. Ti so jih v drugi četrtini ujeli in v polčasu celo povedli. V tretji četrtini so popustili in tudi dobro nadaljevanje v zadnji četrtini ni prineslo preobrata. Za Knape je dal Golob 12 točk, za Čudežno deželo pa Cestnik 12. V tretji tekmi sta se pomerili ekipi Tiferi Laško in Vulkanizerstvo Šketako. Slednji so zmagali 34-30. Gajšek je za Laško dal 10, Brečko za Vulkanizerstvo pa 11 točk. Smo že v 4. državni ligi. Druga tekma pred domačimi gledalci se je za ekipo Zagorska dolina končala s porazom. Gostje ekipe Vrani Vransko so bili boljši in zmagali 79-69. Domači igralci so tokrat igrali
tudi brez poškodovanega kapetana ekipe Jureta Jereta, ki jih je spodbujal s klopi. Prvič pa so domači spodbujali zagorski navijači Crazy Boysi. Več o poteku tekme pa trener domače ekipe. Prava prvenstvena tekma, na katerem so na koncu gosti imeli več sreče in zasluženo zmagali na zaslugi naših napak. Začeli smo tekmo kar tako solidno, se borili in zapirali prostor, kontrolirali samo trojke nasprotnika. Ekipa je bila zelo navarna, kot smo videli s trojkam, vsak, kjer ima malo prostora zadene in so zelo iz tega meta izigral zelo nevarni. To smo probali poskusili to anulirati z obrambo, neki del, neki nam je uspel, veliki večin pa ne, ker so imeli enih 5 odprtih trojk metov, ki so jih zadeli, ker je tudi na koncu prevagalo, da so zmagali. Mi smo naredili v borbi malo preveč napak, neki v podajah in zaključnih metih, to je, da smo falili neki zicarjev in prostih metih smo imeli slabo realizacijo. Tako da kar lahko čestitam igralcem za borbeno igro, za pravilen pristop. Delati moramo pa še na tem, da se ekipa malo bolj uigra in da malo več zadenemo. Košarka je košarka in zmaga tisto, da več košov in tukaj moramo ta segment igre še popraviti, da bomo bolj enakovredni ostali nasprotnikom. Tako da za ta teden, naslednji teden gremo pa goste, igramo s Koroško Prevalje, upam, da bo tam več sreče, da bomo bolj odigrali in malo več zadeli. Največ točk je za domače prispeval Martin Kosin, 12 jih je dodal Edin Jasenčič, po 10 pa sta jih zadela Blaž Božjak in Gaj Krznarič. V drugi moški in ženski košarkarski ligi so minuli vikend odigrali tekme 4. kroga. Hrastničani so gostovali v Ilirski Bistrici in ostali praznih rok. Na koncu so bili 57-56 srečnejši domači igralci. Za hrastniško ekipo je največ 17 točk dosegel Anže Maček, 14 pa jih je dodal Gašper Ovnik. Dekleta ekipe Felix Zasavje so gostovale v Ljubljani, kjer so se pomerile z ekipo Ilirije in izgubile 70-60. Nataša Merkulova je bila s 24 točkami najboljša igralka in strelka tekme, kar pa je bila slaba uteha za trenerja Miho Bučaliča, ki tokrat ni imel na razpolago vseh razpoloženih igralk. 7. zaporedni nogometni derbi je na Rudar pritegnil okrog 1500 gledalcev. Na koncu so se veselili Zagorjani, ki so z zadetki bratrancev Aneja in Gašperja Kureža zmagali 2-1. Uvodne minute so pripadle gostiteljem. Prosti strel Amala Mrvoljaka pa ni zadel okvira vrat. Sledil je obetaven napad zelenih prek Saše Ribiča, potem pa 100-odstotna priložnost Aneja Kureža, ki je presenečen poslal usnje visoko prek vrat. V drugom pa je bil boj zbran in po močnem strelu Ivice Periča odbito žogo poslal za hrbet nemočnega domačega vratarja Klemna Radiča. In ko je že kazalo, da se bo polčas končal z minimalno prednostjo Zagorja, je Jan Berger poskrbel za val navdušenja med pristaši Rudarja. V nadaljevanju je bilo še nekaj priložnosti tako na eni kot drugi strani. Domači svojih niso izkoristili in kazen je sledila v končnici, ko je Gašper Kurež zadev za končnik 2-1. Po tekmi je bilo razpoloženje različno, pretiranega razočaranja in veselja pa ni bilo ne na eni in ne na drugi strani. Fantje so si podali roke, zahvalili svojim navijačem in družno zapustili zelenico. Zadovoljen z igro? Ja, z igro ne toliko, kar z rezultatom. Sicer prvi polčas smo nekako začeli dobro, pa smo čisto padli v iger, so Trboveljčani nekako narekovali tempo, v tistem smo mi dosegli tisti prvi gol, imeli smo tudi sicer eno štango in priložnost že takoj na začetku tekme, ampak mi smo prvi dosegli gol, malo smo se dvigli. Nažalost smo ga tudi v bistvu zadnji minut na koncu dobili, malo v bistvu nesrečno po tisti visoki žog. Ampak kar se tiče igre, bi rekel, da so imeli 2/3 tekmo Trboveljčani posest, ampak na koncu so vidno padli v iger, tako da to smo mi izkoristili in na koncu zmaga tekmo. Še ena tekma po koncu tega dela prvenstva. Ja, zdaj imamo še zadnjo tole tekmo z Jesenicam.
mogli bomo pokazati tisti pristop, je to tekmo z eno željo in še to tekmo zmagati, pa zaslužen počitek in priprava na nov del sezone. Dam je tudi vam isto vprašanje, zadovoljni z igro? Ja, na momente ne. Mi smo iskali te svoje šanse, ne? Pač ne daš, dobiš. Videli smo, da bo težko, da bo tekmo bila na intervale, malo malo mi. Kaj ne povem, moram čestitati gostom Zagorjanom, zasluženo 2-1. Tudi kaj ne povem, mi smo iskali tiste svoje šanse, nismo dali, ti smo dobili. Malo sem razočaran. Razjebanečki. Je bil to vaš zadnji zasavski derbi? Ja, upam, da ne, koliko ima bo zdravje služil, ne. Upam, da bom še kakšen let probal. Če ne, bom pa saj se oglasil na tribune, tle pa pomagal fantam. Malo bodeli. Upam, da se naslednje leto tudi vidiva. Enako, upam. Hvala. Najbrž ste zadovoljni z rezultatom. Kaj pa z igro, ki ste postavili, ste jo fantje realizirali? Igro, no, smo postavili, bilo je, mislim, da malo takih osnovnih napak, ko bi mogla biti tista zadnja žoga in tam smo delali napake, smo dali njim žogo in pa je bila tistega ven kontra. Tako da čez igro nisem zadovoljen, z rezultatom pa seveda maksimalno. Kaj pa s pristopom fantov? Ja, fantje so pustili srce na igrišču, borili se za vsako žogo, s pristopom sem zelo zadovoljen. Odkar igrate ponovno v 3. ligi skupaj, je tole prvi derbi, ki se je končal z zmago gostujoče ekipe. Ja, jaz sem to vedel, da še tukaj niso zmagali v 3. ligi, ne, ampak verjel pa sem v našo zmago, no, čisto pošteno, ker tudi Rudar se je pozneje sestavljal, zdaj so se komi postavili na temelje in definitivno, da smo mi bolj pripravljeni trenutno, kot so oni, kondicijsko. Z odzivom gledalcev? Gledalci pa tako naredijo svoje vzdušje, gledalci so bili fenomenalni. Jaz bih še enkrat pohvalil, pozdravil in jim želim vse najboljše. Trenerji imate veliko vlogo pri postavljanju taktike. Slišali ste, vaš tekmec ni bil najbolj zadovoljen z realizacijo zastavljenih ciljev, vendar pa z rezultatom toliko bolj. Prav gotovo vsaka igra ima določeno taktiko, vsaka ekipa ima določeno postavitev, s katere potem izhaja. Vedno iščeš neko rešitev, ki je nekako, da zapolniš igrišče, uravnotežiš v polju ekipo, in potem je stvar seveda izvajanje. Zdaj dejstvo je, da mi danes dejansko nismo pripravljeni za to tekmo, tudi z psihološkega stališča je bila tekma zelo težka, ogromno publike, marsikdo še od teh fantov ni igral. Vemo, kako smo začeli sezono, kje smo, zavedali smo se svojih problemov. Čeprav bom pa rekel, tekma je se lahko tudi malo drugače obrla, glede igre v polju smo bili dokaj izenačeni, ampak na koncu ni šlo, nažalost smo izgubili. Kapetan gostujočih Zagorjanov pravi, da ste v končnici padli v igri. Deloma se moramo z njim strinjati tudi mi. Ne deloma, ampak ima povsem prav. Dejstvo je, da ti fantje, ki so se priključili kasneje, morate vedeti, ti fantje so prišli šele po 5. krogu. Tudi so se priključili, trenirajo pa še vedno neredno. Se pravi, moči ni. In danes smo tudi tekmo izgubili, zato ker enostavno nismo pripravljeni in težko zdržimo koncentracijo, pa tudi energije ni več. Sploh, če želi zmagati, tisto več dodati ali pa ko loviš rezultat. Tam mora priti izraza več agresivnost, bo riskantno, više v polju, tega pa mi enostavno nismo sposobni kot ekipa narediti. Je pa dejstvo, smo imeli v drugem polčasu tisto 100% priložnost, ko je šel Jan sam proti vratarju, Gradcev je pač obranil in če bi tam zabili, verjamem, da bi najdli tukaj energije pa motivacije, da bi tekmo pripravili do konca. Nažalost se to ni šlo, na koncu smo dobili gol spet iz odbite žoge. To se dogaja, vemo, kje smo, problemov je ogromno, dejstvo bo, da je ekipa prav gotovo bolj konkurenčna v polju, kot je bila tudi, ko sem jaz prišel, ampak sred prvenstva nekaj zgraditi, če fanti ne delajo redno, je pa težko. Nekaj smo se najdli, ampak zdaj treba ogromno še dodajati. Poglejte, gledalcev je bilo za razliko od predhodnih tekem mogoče kakih 100-200 manj, vendar vzdušje še vedno pravo, takšno, kot si ga zasavski derbi najbrž tudi zasluži. Mislim, da ga ni dogodka v Zasavju, ne športnega, ne kakega drugega, ni takšno vzdušje, da pa bilo tako število ljudi, navijači so fenomenalni.
Mi rekel, jaz vem, ti fantje, naša Kamnita in pa Torcida, koliko imajo ti fantje pač radi klub, spet so se zbrali, spet so se organizirali, naredili so eno odlično vzdušje in jaz jim lahko sam čestitam. Verjamem in upam, da bojo ostali še naprej, konec koncev v dobrih in slabih časih je treba klub podpirati, mi se sestavljamo, jaz verjamem, da bomo se sestavili še bolj in verjamem, da bomo tudi v spomladanskem delu smo sposobni tudi Zagorjanom vrniti pač tale poraz, pa v Zagorju tudi mi prvi zmagati. Hvala lepa za tale pogovor, še na tekmo, potem pa nadaljevanje, kot pravite, napomnati za lepimi, predvsem višjimi cilji. Ja, hvala vam, dejstvo je, da ekipa ima dovolj znanja, treba je sam več delati, bolj verjeti vase in mislim, sigurno bo boljši čas. Gremo še malce na rokometna igrišča. Pred odhodom v Nemčijo, kjer bodo v Leipzigu odigrale 2 tekmi 3. kroga pokala EHF, so rokometašice Zagorja odigrale še tekmo 7. kroga domačega prvenstva. Na gostovanje v Velenju so brez težav gladko 34-17 premagale domačo ekipo. Priložnost igre so dobile vse igralke, največ zadetkov pa sta dosegli Janja Rebolj 7 in Ivana Ljubas 6. V prvi B moški ligi so bile na sporedu tekme 8. kroga. Še predtem so Dolani in Šmarčani odigrali preloženi tekmi 7. kroga. Prvi so na Ptuju ugnali Dravom z 32-31. Gregor Klepe je dosegel 9 golov, odločilnega 6 sekund pred koncem tekme. Uspešni so bili tudi Šmarčani, ki so v Gorišnici zmagali 31-28. Tilen Strmlan z 8 in Aleš Šmed 7 sta bila najboljša strelca v šmarski ekipi, ki je v soboto v derbi 8. kroga gostila novince v ligi, ekipo Krim Olimpija in ostala praznih rok. V izenačeni tekmi so bili v končnici Ljubljančani bolj zbrani in zasluženo zmagali 31-28. Razpoloženi Rok Ribarič je dosegel kar 10 zadetkov, Aleš Šmed jih je dodal 7, Tilen Strmljan pa 6. Drugače je bilo na Dolu pri Hrastniku, kjer so vodeči Dolani brez težav dosegli še 8. zaporedno zmago. Sicer presenetljivo visoko uvrščeni novinci iz Brežic niso bili dorasli tekmec. Končni zid je bil 32-21. Trener Primož Cenkar je preizkusil vse igralce, kar 11 pa se jih je vpisalo med strelce. Gregor Klepej in Domen Hripček sta dosegla po 6 zadetkov. In kaj sta po tekmi povedala najbolj izkušeni in najmlajši igralec doljske ekipe. Po lepi zmagi na Ptuju zdaj gladka zmaga proti novincem iz Brežic. Zadovoljni z igro, z rezultatom? Ja, danes je bilo, mislim, da nasprotnik ni glih se pokazal pravi luč. Mislim, da danes niso bili glih na svojem nivoju, kot znajo prikazati, tako da je zgleda dokaj lahka tekma. Čeprav smo kar nekaj truda vložili, posredni tisti težki zmage, tako da smo zadovoljni. Zdaj po 8. krogu še vedno brez poraza. Še 5 kol, do novega leta, tako imamo plan. Načrtujete brez poraza skleniti prvi del prvenstva? Ja, to si želimo. Zdaj, imamo še 2-3 težke gostovanja, tako da lahko mogoče se zdaj kaj nepričakovanega, ampak upamo na najboljše, na vse zmage. Prvo težko, pa če ne ravno težko, pa vseeno pa nič kaj lahko gostovanje sledi v Črnomlju. Ja, seveda, že dolga pot, neugoden nasprotnik, domačin, z neko malo drugačno igro, kot smo navajeni, tako da je sigurno ena izmed težjih gostovanj, tako da se bo treba kar potruditi, pa mislim, če bomo vsi zdravi, dočakali naslednjo soboto, da se lahko veselimo zmage. Pa svojo formo trenutno ste zadovoljni? Ja, nekako smo neke težave s poškodbom, kakšen mesec nazaj, da sem nekako saniral, tako da se počasi dvigujem, tako da sem kar zadovoljen. Kristjan Simončič, eden tistih mladih upov dolskega rokometa, ki prihaja danes, res lepa predstava, 3 ali 4 zadetki. Ja, najprej se zahvalil. Ja, pač izkoristil sem tisto priložnost, danes so malo starejši igralci, se lahko tako pošalim. Sem naredil malo razliko, pa sem pa 6 dobil prednost, tako da mislim, da sem jo dobro izkoristil. Pa nasplošno, trener Cenkar je poznan po tem, da starejši narekovajo, seveda ustvarijo tisto pravo razliko, potrebno razliko, potem dobite mlajši priložnost. Ja, bi se strinjal. Pač najprej imajo starejši igralci prednost, seveda, pa naredijo tisto razliko. Pa pridemo te mladi igralci, ki smo.
treniramo tako, kot je treba, pa si pa zaslužimo tudi minute. Pa ne samo to, tudi poznate se v igri. Ja, treniramo skupaj že zdaj 3 mesece. Uigravamo se, kakor se lahko. To je to. Kaj reči, tako naprej še, Kristjan? Najlepša hvala. Do pomembne zmage so prišli tudi rokometaši trboveljskega Rudarja, ki so na gostovanju v Murski Soboti zanesljivo igro premagali ekipo domačega Pomurja. Za končnih 34-26 je Robi Habjan zabil 9 golov, Jan Polanec jih je dodal 6. 5krat pa sta domačo mrežo zatresla Marko Jabučanin in Klemen Stanič. V Indoneziji je potekalo 9. svetovno prvenstvo za kadete, mladince in mlajše člane. Nastopilo je skoraj 1500 karateistov iz 91 držav. Slovenijo je zastopalo 21 karateistov. Tudi član karate kluba Trbovlje Stefan Joksimovič, ki je 3. dan prvenstva nastopil v športnih borbah mladincev do 76 v 76 kg. V njegovi kategoriji je nastopilo 52 tekmovalcev. V prvem krogu se je pomeril proti predstavniku Tajpeha in izgubil 1-0. Nobenemu Slovencu se ni uspelo vrstiti na zmagovalni oder. Preletimo izide 8. kroga v slovenskih kegljaških ligah. Prva A liga moški, Enemon Gorica 2-6, Triglav Litija 8-0. Prva B liga moški, Konjice Rudar 7-1. Prva B liga ženske, Litija Čeršak 7-1. Slovenj Gradec Dormeo 6-2. Druga liga vzhod moški, Čeršak Litije 6-2, Šoštan Hrastnik 5-3. Dodajmo še, da so Hrastničani v nedeljo v gosteh odigrali še tekmo 9. kroga z mariborskim Konstruktorjem in izgubili 6-2. Tako kot je v navadi v naših športnih oddajah, čisto na koncu predstavimo še izide prvega in 2 veteranskih lig malega nogometa. V prvi ligi so s prvim delom že zaključili, v veteranski ligi pa so odigrali tekme 11. kroga. Pizzerija Kukovca športno društvo Mlinše 2-2, Proletarec Tim Hrastnik 1-1, Jerry ZGD Antimon 5-0, športno društvo Praproče Šentlambert 4-0, Škoti Bekslbar Luka Bar Polje 10-0, odpisani Zasavc 3-1, Mizarstvo Zupan Celmuhi 3-2 ter Rudarnik športno društvo Čolniše 0-1. Jesenski prvaki so člani ekipe Jerry, drugi so člani športnega društva Praproče in tretji člani ekipe športnega društva Mlinše. Med strelci bo še zelo zanimivo, saj sta Lojzi Smrkolj in Jasmin Vela dobitnik lanskega bona ETV in gostišče Naš Hram Kisovec. Izenačena oba sta dosegla po 14 zadetkov. Med strelci preostalih lig je za zlati prstan ETV v vodstvu Jaka Bizja, ki je dosegel 20 zadetkov, drugi z 18 točkami je Lojzi Smrkolj, tretji 16 točkami pa Mišel Žalac. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lep večer še naprej.